Planinsko polje. Konec letošnjega februarja se je po njem razlilo dobrih 10 milijonov kubičnih metrov vode, ki je zalila stanovanjske hiše v spodnji planini in življenje postavila na glavo. Takole izgleda danes. Travniki so pokošeni, ob robu polja so pridne roke domačinov uredile zelenjavne vrtove. Naključni mimoidoči si težko zamislijo uničujočo poplavo, saj je danes marsikatera hiša v cvetju. Voda je, kot so napovedovali hidrologi, počasi vendarle odtekla. Reka Unica, ki se danes takole lenobno vije po polju, izvira v planinski jami. Svojo pot po dobrih 18 kilometrih, odvisno od višine vodostaja, konča ob robu polja, ko ponikne v številnih ponorih. Mi smo se tokrat odpravili do znamenitih tako imenovanih Putikovih štirn. Gre za dva požiralnika, zaščitena z mrežo, ki preprečujeta, da bi se zamašila s plavjem, ki ga prinaša voda. Štirni sta dobili ime po Čehu Viljemu Putiku, vodji hidromelioracijskih del na Planinskem polju, daljnega 1889. leta. Ponora, razširjena v vodnjakom podobne umetne jaške, danes veljata za tehnični spomenik in še vedno, po več kot 100 letih, omogočata pretok vode skozi požiralnike. Na tem mestu so bili že prej manjši požiralniki, ki so jih v tistem času razširili do teh podzemskih jam, ki se potem horizontalno nadaljujejo proti Lazam oziroma proti Ljubljanskemu barju. Ta sama štirna je globoka okoli 10 metrov in je bil v tistem času kar velik podvig, da so to povečali in seveda ves ta material spravili tako, da ni zopet zasul teh podzemskih jam. V času zadnjih poplav, ki so bile na Planinskem polju, so se pojavljala tudi ugibanja, da voda ne odteka dovolj hitro, dovolj učinkovito, ravno zaradi tega, ker naj bi bile Putikove štirne zamašene. Ali bi lahko ta teorija takrat zdržala? Ne, seveda ne. Takrat Putikove štirne in drugi požiralniki na Planinskem polju niso bili zamašeni, tako ne s trstičem kot ne z vejevjem. Poplave so vzrok samo temu, da je bil dotok vode na Planinsko polje večji, kot je lahko bil dotok vode v tistem času. Kaj to pomeni? To pomeni, da je iz Planinske jame in iz drugih jam v okolici planine dotekalo preko 100 kubičnih metrov na sekundo. Vsi požiralniki na Planinskem polju pa imajo tam nekaj požiralno sposobnost od 60 do 70 kubičnih metrov na sekundo. Že v preteklosti so se okoliški prebivalci bali, da bi požiralnike zemljina znova zasula in voda z rodovitnih polj ne bi tako hitro odtekla. Polja so bila za večino prebivalstva vir preživetja, tudi danes. Obdelovati so jih začeli že pozno spomladi, ko se je voda umaknila in vse tja do pozne jeseni. V neposredni bližini Putikovih štirn je ena izmed številnih jam, skozi katere reka Unica ob visokem vodostaju odteče v podzemlje. Koliko je takšnih jam okoli Planinskega polja? Okoli Planinskega polja je okoli 300 kraških jam, nekaj breza, nekaj tudi večjih jam in to je najgosteje posejano kraško površje s vsemi kraškimi značilnostmi in tudi z brezni in jamami. V zadnjih letih te požiralnike tudi čistijo tako domačini kot ustrezne službe, ki skrbijo za to, da so požiralniki čisti. Našo pot smo nadaljevali proti izviru Malni, kjer se v Unico izliva Malenščica. Tu je tudi vodarna, od koder prihaja pitna voda za širše območje. Danes se zdi skoraj nemogoče, da smo se konec februarja v Malne pripeljali s čolnom do vodomera, ki je pokazal dobrih 11 metrov. Zgodovinski viri beležijo, da sta bili izjemno visoki poplavi leta 1820 in 1923. Jakovški hrib se je spremenil v otok, saj je voda zalila vse poti, ki vodijo nanj. Podobna zgodba se je ponovila letos. Nihče si ne upa napovedati, kakšna jesen je pred vrati, še manj prihodnja pomlad. A ne glede na prihodnost, pa Planinsko polje prav v teh dneh kaže idilično podobo, ki vabi na potep.